Torej, vi ste domačin, se ukvarjate z vodenjem po Bledu, kako to izgleda? V bistvu se vsak dan dela 4 ure, sprehajamo se v glavnem po promenadi, tukaj v glavnem Blejskem parku, in turiste opozarjamo na določena pravila, ko so zdaj par let že na Bledu, torej da se recimo ne sme sedeti na travi, ne sme imeti piknikov. V glavnem smo pa bolj za informacije, torej če koga zanima, kako se pride na otok, kaj se na Bledu lahko dela, kje se lahko kopajo, nas to turisti ponavadi vprašajo. Seveda imamo v grajskem kopališču, v bistvu zraven grajskega kopališča, tudi stojnico z informacijami, kjer lahko dobijo tudi informacijsko gradivo in bolj podrobne informacije, recimo zemljevide pa take stvari, ker mi sami ne moremo tega s sabo nositi, ker preprosto nimamo prostora v torbah. Iz kje pa največkrat prihajajo turisti? Veliko turistov je z Srednje Evrope, torej recimo Nemcev, Čehov, Polakov, dosti je pa tudi Američanov pa Britancev. Kaj vas pa največ sprašujejo, kaj mi je najbolj všeč? Najbolj jim je všeč čistost, to, da se lahko kopajo praktično kjerkoli v jezeru, pa prijaznost domačinov. Imate tudi kakšne slabe izkušnje s turisti? Sam osebno ne, ampak neki drugi informatorji so mi že rekli, da so bili precej grobo, mislim, ne lih napadeni, ampak grobo kontaktirani, da so se turisti nekako branili, kakor da niso nič narobe naredili, ampak sam osebno nisem imel nobenih slabših izkušenj. Kaj pa je mogoče najbolj zanimivo za slovenskega turista, ki nekako že pozna Bled? Kakšni skriti kotički? Niti ne bi vedel povedati, kaj je takega. Okej, se ni panike, to bomo itak odrezali. Ja. Še kaj takega? Ne. Ne. To je to.